Pozdravljeni in hvala vsem, ki me spremljate ponovno ta četrtek. Danes bo zelo posebna oddaja. Vem, da to velikokrat rečem, ampak očitno je to nekaj, kar drži za moje oddaje. In danes bo ta oddaja presenečenje ne samo za vas, ampak tudi zame. Dejansko res bo to presenečenje zame, ker bo cela oddaja ena velika dejansko improvizacija, kar pomeni, da bom z vami ranljiva, nepripravljena, skratka, imate me možnost danes spoznati v eni drugačni luči. In če je lahko biti dejansko sogovornik ali pa voditelj telih oddaj, ali pa sem se do zdaj že majčkeno našla v tej vlogi noter, bom danes ne samo voditeljica, ampak dejansko tudi sama svoja gostja. In naj razložim, da to ni iz nekega narcisističnega nagnjenja, ampak da mi je v zadnjem trenutku odpovedala današnja gostja. Jaz sem pa zelo taka oseba, da se želi držati vsega, kar reče, da probam držati svojo besedo. In čeprav sem se danes že dejansko sprijaznila s tem, da pač ene oddaje ne bo, sem v zadnjem trenutku prišla na idejo, kaj pa če ta oddaja vseeno je, in izkoristim dejansko to priložnost, da enkrat tudi vi spoznate majčkeno ozadje oziroma namen sploh teh oddaj, zakaj sem se jih odločila snemati, kdo sploh jaz sem, vse tiste, ki me ne poznate, ki me mogoče danes prvič vidite. Torej, če začnem z nazivi, sem uradno diplomirana socialna delavka, sem zakonska in družinska terapevtka, trenutno še delam magisterij zakonskih in družinskih študij, sem predsednica društva Človeška toplina, avtorica knjige Kako te imeti rad, avtorica radijskih oddaj Minutke za družino, organizatorica dogodka Tančice in Time in verjetno še marsikaj drugega, zaradi tega, ker sem vedno zelo kreativna, živahna, ustvarjalna. In mislim, da mi idej nikoli ne zmanjka, oziroma da tudi obožujem to, da so ves čas neke novosti, neko dogajanje in imam tudi že kar nekaj idej tudi za prihodnost. Z nečim vas bom zelo v kratkem presenetila, upam, da presenetila. Ampak, to je nekaj, kar so nazivi, dejansko pa to, kar se mi zdi, da začutite tudi drugi ljudje, je neka moja naravnanost, da uživam v tem svojem delu, da rada delam z ljudmi, da rada raziskujem vse tisto, kar je še neodkrito, ali pa raziskujem tisto, kar je že odkrito, pa ljudje ne radi o tem govorimo. In v tem noter tudi jaz vidim en velik izziv. Zdaj pa samo še minutko, da razložim, zakaj sem se odločila snemati te oddaje Minutke o intimi. Zato, ker se mi zdi, da premalo govorimo o teh stvarih, ki so bistvene za naše življenje, za naše odnose. In če že v šoli ne govorimo o vseh teh vsebinah, sem upala, da bom lahko preko tega kanala dejansko z vami delila čim več koristnih, uporabnih informacij. Kasneje vam bom zaupala en del o svoji zgodbi, mogoče me boste potem tudi lažje razumeli, zakaj sem se to odločila, ampak nekako želim ves čas ljudem sporočati, da nikoli ni takšne stiske, toliko velike stiske, da jo nihče drug na tem svetu ne bi poznal. In če se povežemo, če se s svojo stisko povežemo še z nekom, nam je takoj že za polovico lažje. In te oddaje so dejansko v bistvu ena priložnost, da vam pokažem, kaj vse je delo terapevtov, kaj vse razmišljajo terapevti, kaj čutijo terapevti. In meni se zdi to eno tako res bogastvo, ki nam vedno lahko v življenju nekaj doprinese, nekaj pomaga, nekaj spremeni. In tudi vsi dosedanji gostje se mi zdi, da so bili zelo izjemni in da smo se lahko vsi skupaj, tudi jaz dejansko od njih marsikaj naučili. Zdaj pa moje prvo vprašanje za vse goste je, kaj je intima? In zato bom danes tudi jaz odgovorila na to vprašanje. In
Dejansko je to eno izmed vprašanj, ki nima direktne definicije. Dobimo, nekaj definicij dobimo, če gremo na Google, ampak so zelo take osiromašene definicije in ne dajo, se mi zdi, razlage, ki bi pokrila dejansko vse to, kar obsega neka intima. In mi je to vsakič znova izziv vprašati goste, ker se tudi meni dejansko zdi, da je intima na trenutke nekaj tako neoprijemljivega, ker če probam opisati jaz, kaj je najbolj intimno v mojem življenju, bi rekla, da je to tisti trenutek, ko doživim z drugo osebo nekaj, kar se ne da ujeti v fotoaparat, nekaj, kar se dejansko ne da priklicati niti v spominu več v taki intenzivnosti nazaj, kot pa je bilo doživeto v tistem trenutku. Ker si z nekom samo deliš moment, ker veš, da tudi drugi čuti tako globoko ali pa na tak način ali pa razmišlja zelo podobno kot ti v tistem trenutku, ker se včasih samo spogledaš in veš, to je to, to je to. In ta intenziteta, ta globina, ki jo uspemo ob nekomu doživeti, ta globina, ki je dejansko neponovljiva, se mi zdi, da to so eni taki trenutki, ki še ostajajo neokrnjeni, nekaj zelo pristnega, nekaj, kar se ne da dejansko ponoviti. Če lahko dan že ujamemo vse spomine oziroma vse dogodke na fotoaparat, posnamemo, lahko poustvarimo dejansko tisto situacijo, v kateri smo se znajdeli, ampak ne moramo pa ponoviti tistega trenutka, ki lahko z nekom nekaj delimo, ki z nekom prvič nekaj obiščemo, prvič nekaj vidimo, prvič nekaj doživimo. Ta prvič tudi ena taka mešanica nekih občutkov ali pa nekega doživljanja, da ni nikoli več isto. Lahko to še 1000-krat doživimo, lahko smo še 1000-krat presenečeni, ampak tisto prvinsko doživetje, to, ko smo prvič nekaj odkrili in to prvič skupaj z nekom, se mi zdi, da to so pa res tisti momenti, ki jim lahko rečemo intimno. Nekaj skrivnega, neponovljivega, ranljivega, enkratnega, neopisljivega, dejansko celo neopisljivega. Ok, moje naslednje vprašanje. Zakaj me tako zelo zanima raziskovanje intime? Ja, delno zaradi tega, ker sem iz družine, kjer nekih lepih odnosov nismo nikoli imeli. In zato, ker sem že kot najstnica, tam pri 17 letih, zelo, zelo občutila močno razočaranje v ljubezni, tistih pač najstniških zaljubljenosti, kakorkoli. Ampak jaz sem vedno sanjala o tem, da ko bom šla od doma, da ko bom imela malo več ene samostojnosti. In dejansko sem tudi pri 17 letih si našla študentsko delo takrat in se celo odselila na svoje. In v tisti samostojnosti se meni zdelo, da si najdem samo še partnerja in bo to življenje čisto drugačno in se bo vse obrnilo na glavo. In si bom bila sposobna ustvariti neko lepo življenje. In takrat sem doživela dve zelo, zelo močni razočaranji in dojela, da lahko spremenim vse v svojem življenju, lahko se preselim, lahko se, ne vem, glede česa vse se lahko odločim, ampak nikoli v življenju pa ne bom zmogla prisiliti druge osebe, da me ima rada, da me sprejme, da vztraja ob meni, ne glede na to, kaj rečem, kaj naredim. In prišla sem še do enega zelo zanimivega spoznanja, da ne glede na to, kaj mi druga oseba pravi, recimo, da me ima rada ali pa da me nima rada, to ni nujno res. In to so bila kar ena močna spoznanja zame in vedela sem, da si v ljubezni ne želim nikoli več doživeti neko razočaranje, tako da sem se takrat na tisti točki jaz odločila tudi iti na terapijo. Ja, to je bilo nekje pri 18 letih, no pri 17 letih sem še doživljala ta razočaranja, potem sem se pa nekje z 18 leti jaz odločila iti na terapijo in od takrat dalje sem se začela zavedati,
kaj vse to pomeni imeti neke vzorce, imeti nek način delovanja, v kateri vse smeri sem jaz zaradi tega dejansko prikrajšana ali pa še bolje rečeno omejena, ker moj vid seže samo do te mere, da sploh se ne zavedam, kaj vse je možno dejansko v tem življenju obvladati, če obvladamo sebe. In tako se je začela ta moja pot raziskovanja same sebe in pa hkrati tudi intime. Kaj pomeni se nekomu približati, na kakšen način se približati. Odkje toliko tega takega sramu, te intenzitete, teh občutkov in kako lahko v bistvu nekaj naredim, kar bo olajšalo moje življenje oziroma tudi moje ne samo partnerske, ampak dejansko tudi prijateljske odnose. Ja, terapevtski poklic dejansko izhaja tudi iz te zgodbe ven. Ko sem šla jaz, prvič je bilo pri 13 letih, sem doživela eno tako veliko prelomnico, takrat se je mami odločila za eno delo na sebi. In jaz sem bila takrat prvič sprejeta v skupino za osebno rast, sicer so malo odločali, malo tehtali vsi udeleženci, če bi me sprejeli ali ne, no, ampak na koncu so se odločili, da sem v tej skupini dobrodošla. In jaz sem takrat prvič doživela ta občutek, da na tem svetu nisem sama. Jaz sem takrat gledala tiste ljudi, vam bom čisto iskreno povedala, jaz sem se teh ljudi majčkeno bala, izgledali so mi grozni, nisem vedela, kaj naj si mislim o njih, kaj sploh delam jaz tam, ampak ko so začeli te ljudje govoriti o svojih zgodbah, različnih zgodbah, ampak povezovali jih je ena stvar, in sicer odvisnost od alkohola oziroma soodvisnost. In ko so te ljudje to govorili, jaz sem takrat prvič doživela res tako v globino, noter me je zadel, to se ne dogaja samo meni. Ne čutim samo jaz teh občutkov, še so ljudje, ki tudi to doživljajo. In že sam to spoznanje je meni dalo en tak močen trigger. Kaj vse v bistvu ljudje doživljamo, pa se tega niti ne zavedamo, pa se tega sploh ne delimo, pa živimo v neki sami, v nekem svojem svetu, z nekimi svojimi skrbmi, čeprav so ljudje okrog nas, ki doživljajo zelo podoben. Potem se je moja mami odločila za študij psihoterapije in ko sem opazovala dejansko tudi svojo mamo pri tem, kako dela terapije, s kakšnim tudi ponosom in zagonom to razlaga, in kasneje šla torej še jaz na svoje terapije, sem jaz doživela prav to olajšanje, ker lahko nekdo te podvzame eno težo, s katero si prej živel in celo verjel, da je to neka zaznamovanost, s čimer boš mogel živeti celo življenje. Tako da, ko sem jaz prvič to doživela, tudi pri teh dveh, jaz sem imela 2 terapevta, torej par hkrati, je meni bilo to tako olajšanje, da sem jaz vedela, jaz si želim to početi. In se spomnim, da že takrat sta te 2 terapevta rekla, Eva, daj še razmisli, pa mlada si, pa to je ponavadi drugi poklic, pa niti treba še zdaj s tem. Ampak tako je bilo to, jaz sem vedela, da je to tisto, kar jaz znam delati, jaz sem vedela, da je to tisto, kar si jaz želim dejansko delati, in bila sem neustavljiva. In vse dejansko moje poti so vodile k enemu in edinemu cilju, in to je postati terapevtka. To je tudi ta študij vmes, ki je bil na socialnem delu, je bil dejansko samo zato, ker si študija na Sigmundu Freudu takrat nisem mogla privoščiti. Končala sem 1. letnik, potem pa sem se vseeno odločila, da grem po tem sistemu univerze v Ljubljani, ker omogoča brezplačen študij. Tako da ja, to je bila nekje ta moja pot, ko sem jaz začutila res to moč, kaj lahko naredi terapevt nekomu, ki je v stiski. In koliko je to en res lep občutek, ko doživiš eno novo upanje. In to upanje sem jaz želela dati ljudem naprej. Ne vem, zagotovo prva terapija, ko se spomniš
sploh prvega klienta, skoliko ene negotovosti, greš tja in se ti zdi, da nič ne znaš in da kako sploh lahko kaj rečeš in kako boš sploh to speljal. Ampak, če danes gledam nazaj, v marsičem sem se spremenila, v marsičem napredovala, itak, ampak dejansko tudi tista prva terapija sploh ni bila tako slaba, kot pa sem jaz takrat to čutila. Zapomnila sem si pa tudi vse tiste ljudi, ki so bili zelo, bi rekla, ranljivi ali pa iskreni v tem, kar doživljajo, da se jih da res začutiti, no? Da vidiš tisto iskrivost, tisto pripravljenost ob tebi tvegati, da ti nekaj povejo, da se ti razkrijejo. Pa ne samo, ne vem, to mogoče težko povedati, da začutiš tiste ljudi, no? Ene ljudi prav začutiš v tej res svoji iskrenosti, no? Ali pa v tej pripravljenosti, da se delijo, da podelijo svoje občutja. Drugače pa bi rekla, da z večino klientov, no, ne vem, če čisto vsemi, ampak z večino klientov nekje na neki točki podeliš ta moment in da tudi, če se jih mogoče v danem trenutku ne spomnim, se jih pa v trenutku, ko jih ponovno vidim ali pa ko pridejo spet k meni, lahko spomnim cele njihove zgodbe, spomnim občutkov, spomnim, kaj sem jaz doživela ob njih in dejansko so to tiste stvari, ki pa res ostanejo v spominu. Ja, glede na to, da sem jaz tako strastna raziskovalka intime ali pa da me to področje res partnerstva zelo zanima, sem presenečena, da k meni dejansko ne hodijo samo ljudje, ki imajo težave v partnerstvu ali pa pred partnerstvom, čeprav še zmeraj zelo veliko je takih ljudi, ki si želijo vzpostaviti partnerstvo, pa imajo občutek, da ga ne zmorejo, da so kar naprej razočarani, da jih kar naprej nekdo zapušča, zgine čez noč. In tem ljudem pomagam nekako vzpostaviti en drugačen odnos, s katerim bojo tudi oni potem lažje zgradili neke partnerske odnose. Potem imam tudi ljudi, ki pridejo v partnerstvu, ki imajo neko specifično težavo. Imam najstnike zdaj po ta novem, ki so zelo, kako bi rekla, samodestruktivni, no, v eni hudi stiski, ki se režejo, težave s hrano. Potem bi rekla, da imam, kaj še izpostavim, ki ne zmorejo končati študija, ki si želijo shujšati oziroma ki se zavedajo, da imajo, da se prenajedajo zaradi nekih globih čustvenih vzorcev. Veliko imam parov tudi po ločitvi, ko se razidejo, imam tudi primere nezvestobe, skratka, ogromno je ene problematike, ampak mislim, da nekje zmeraj itak izbiramo človeka, glede na to, kako ga začutimo, in da tistim, ki sem jaz simpatična, ali pa da tisti, ki si želijo k meni na terapijo, me verjetno že začutijo, da bom lahko razumela to njihovo problematiko oziroma da bom znala odgovoriti na te njihove izzive. Se mi zdi, da ta podzavest naša skomunicira ene stvari, ki jih še sami včasih ne razumemo. In jaz tem stvarem zelo zaupam, tako da tudi vsaka oseba, ki pride, tudi če mi včasih prinese nek nov izziv ali pa neko problematiko, ko se mi zdi, da na prvi pogled jaz tega ne bom čisto razumela ali pa da s tem direktno nimam izkušnje, pa potem, ko začnemo terapijo, pa ko začnemo poglabljati naš odnos, ugotovim, točno razumem, to je to, čisto vem, o čem govori. Tako da jaz zelo zaupam tej izbiri in ljudem, ki pridejo k meni in vem, da zmeraj pridejo z razlogom, ne glede na to, kaj je tisti prvi problem, ki mi ga povejo. Ja, zdaj, odvisno, koga vprašamo, Jaz bom rekla, da zelo se učimo terapevti, kako vračati vsa čustva nazaj, kako ne nositi zgodb domov, ker je dejansko to nekaj, kar si želimo čim dlje časa delati. Ampak, če sem jaz čisto iskrena glede sebe in svojega dela,
jaz sem terapevt tudi izven pisarne, vsaj jaz se tako doživljam, pa ne terapevt v smislu, da se ves čas terapevtsko pogovarjam, ker se mi to ne da, niti ne analiziram vseh ljudi ali pa njihovih odnosov in vzorcev, daleč od tega, ampak da sem na tak način naravnana, da jaz bom vedno iskala ali pa odkrivala neko globino in ko bom prebrala neko knjigo, ki me bo zanimala in bom noter prebrala nekaj o tej tematiki, v kateri imam tudi delo v pisarni ali pa kot terapevtsko delo, no, takrat se bom spomnila tudi na svoje kliente in bom rekla, kaj pa tole, mogoče bi jim pa to koristila, ne. Ali pa, kaj pa ta vidik, se res, na to sem pa pozabila, kaj če bi z njimi še o tem govorila. In tako te primeri živijo nekje z mano, ali pa so konstantno nekje v ozadju, tako da tudi če čez dan ne razmišljam aktivno o njih, pa zagotovo čim nekaj takega doživim, včasih tudi doživim nek mogoče prepir doma ali pa nek konflikt, nek izziv tudi v svojem lastnem življenju in se rečem, lej, o tem mi je govoril klient, ne? To je pa ta zgodba, ki bi tudi tja pasala. Kaj pa, če lahko ta košček zdaj svoje izkušnje podelim s tem klientom, a mu bo pomagalo to sestaviti tudi njegovo zgodbo. Tako da ja, jaz bi rekla, da en del tega terapevtskega dela res živi z mano, se pa seveda poskušamo sebe tudi zavarovati, terapevti, tako da se omejimo v smislu, tisto uro smo tam z ljudmi, vse ostalo pa probamo tudi nekako potem zaključiti te procese, vrniti tiste vsebine, ki niso naše, zato da seveda lahko čim bolj neoteženo živimo naprej tudi svoje lastna življenja. Rada bi vam sporočila to, da res nikoli v nobeni stiski niste sami, da dajte odkrivati, da zelo velika razlika je med tem, kaj je bolečina, pa kaj je trpljenje, ker doživeti neko bolečino, pa jo razumeti, ker vemo, da bo lahko ta bolečina tudi nam pomagala naprej, k neki spremembi, celo k boljšemu življenju, potem je to neka bolečina, ki ima nek zakaj in to se da preživeti. Če pa samo trpimo, pa sploh ne vemo, zakaj trpimo, potem pa lahko na koncu dejansko nas to trpljenje toliko izmuči, da ne vidimo več smisla. Ali pa nas celo, ena zgodba kruta je, zapornik je dejansko dobil kazen, da je vsak dan poganjal eno ogromno mlinsko kolo, ampak znotraj svoje te celice in je 25 let po 10 ur na dan mogel to kolo vrteti in se je 25 let sprašal, da Bog ve, kaj on dela, a melje žito, a poganja vodo, ali Bog ve, s čim komu doprinaša s tem svojim delom. In ne glede na utrujenost, ne glede na bolečine v rokah, ne glede na vse, je on to vztrajal in ko je odslužil to svojo kazen po 25 letih, šel ven na prostost in prvo, kar je šel pogledati na drugo stran, kaj ta mlin poganja. In ko je prišel na drugo stran, je ugotovil, da ni poganjal ničesar, da je dejansko vrtel, da je bila njegova kazen to, da sam vrti to kolo. In ko je to dojel, je pa od tega trpljenja, od tega hudega, takrat, ko je to ugotovil, na mestu umrl. In to je eno moje sporočilo, da če vemo, zakaj nekaj doživljamo, če najdemo naš zakaj, če vemo, v čemu bomo zaradi tega spremenili naše življenje, potem je vse vreden. Če pa sam ponavljate neke bolečine, pa neke stare vzorce, pa se iz njih nič ne naučite, pa vam nič ne pomenijo, pa greste spet v novo lekcijo, pa v isto bolečino, potem pa verjamem, da se nekje na poti izgubi smisel, izgubi volja, da pride depresija na plano in da je takrat fajn še nekomu o tem začeti govoriti, začeti iskati svoj zakaj. Evo, to kot mene. Jaz upam, da ste uživali v tej oddaji. Če imate še kakšno vprašanje zame, napišite mi, oglasite se mi zaradi tega, ker mogoče se še kdaj zgodi, da še kakšen gost odpove in da bom še kdaj rabila podeliti kaj o sebi. Mogoče bom kakšno tematiko tudi jaz odprla. Mogoče kakšno bolj konkretno tematiko, danes je bilo zelo na splošno in zelo veliko meni.
Skratka, vabljeni k temu, no, da predlagate goste, da govorite z mano, komunicirate z mano, se mi oglasite. In kdor bi želel zvedeti več o meni, me najdete na evaerpic.si, se pravi ime in priimek evaerpic.si ali pa 041 410 843. Lahko mi pišete, pokličete, vprašate, najdete me na Facebooku, mi napišete v ZS kakšno sporočilo. Skratka, tukaj sem odprta za komentarje, za debate in če kaj, vam želim eno lepo življenje ali pa lep teden in se vidimo naslednji četrtek. Adijo!